Čeprav smo mi zelo dobro skočili v novo leto, pa promet na naših cestah žal ni, ker je statistika spet zelo slaba. Ja, žal je na naših cestah v letošnjem letu umrlo že 11 oseb. Trend je slab, zakaj tako v bistvu ne vemo. Dejansko je pa v več kot 90% razlog ali pa faktor za nastanek prometne nesreče prav človek. Se pravi, to smo spet mi, zavedajmo se te odgovornosti, bodimo osredotočeni in spoštujmo ostale okrog sebe. To je bilo že v prvi polovici februarja in to po lanskem letu, ki je že itak bilo slabo. Ja, žal se je drastično povečalo število smrtnih žrtev med motoristi in mopedisti, teh je bilo skupaj 30, v letu prej samo 13. Žal se je izkazalo, da je bilo v več kot 50% motoristov takih, ki so sami povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom. Veliko med njimi je bilo voznikov začetnikov in pa tudi morda kakšni taki, ki imajo daljši staž, pa so morda starejši, so seveda toliko bolj ranljivi in se zagotovo potem lahko posledica slabo zaključi. No, sej tudi ti si starejši motorist, moraš tudi paziti, kaj delaš na cesti. Ja, res, predvsem starejši sem, ne? Ja. V glavnem, vsi smo ogroženi, prometni hec, čeprav včasih rečemo, da je kar žurka na cesti, ne, za te, ki se to radi vozimo. V glavnem, ne, če pa gledamo samo statistiko, ni tako slaba, če gledamo na daljše časovne obdobje. Dejstvo je, da je v Sloveniji bilo na tem področju v zadnjih desetletjih narejenega zelo veliko in tudi velik korak naprej. Če govorimo leta 1994 o 505 mrtvih in v lanskem letu smo beležili 93 smrtnih žrtev, ta trend gre nekako vedno v pozitivno smer. Ampak promet je vendarle neka živa materija, ki se spreminja iz dneva v dan in tudi pridejo leta v tem obdobju, ki so določena nihanja tudi v negativno. To dokaz je lansko leto, ko dejansko beležimo 93 smrtnih žrtev, bistveno več kot eno leto prej. To se pravi, policisti svoje aktivnosti usmerjamo predvsem v tiste dejavnike tveganja, ki so najpogostejši vzroki za prometne nesreče in pa seveda s katerimi lahko vplivamo na manjše posledice v prometnih nesrečah. In če gledamo za leto 2025, je policija izvedla dobrih 330 000 represivnih ukrepov, znotraj tudi nekaj opozoril, manjše število. In od tega največ seveda izvedenih ukrepov so za preveliko hitrost. To tudi zaradi tega, ker je prevelika hitrost najpogostejši vzrok za prometne nesreče, predvsem tiste najhujše v Sloveniji. In na tem področju smo izvedli 123 000 ukrepov. Ampak te številke nikoli ne povedo vsega. Je pa žalostno, koliko je bilo alkoholiziranih. To se pravi, policija je ujela 11 000 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Ampak bolj zaskrbljujoč podatek je ta, da smo slabih 5000 voznikov ujeli takih, ki so imeli zelo visoko stopnjo alkoholiziranosti, alkohola v organizmu. To je stopnja, ki omogoča tudi pridržanje voznika. Ja, in pas to, koliko je bilo zaseženih vozil lani? Zaseženih motornih vozil je bilo v lanskem letu čez 2500. Pri teh zasegih pa izstopajo predvsem vozniki, ki so vozili brez ustreznega vozniškega dovoljenja. To se pravi, ne posedujejo nekega certifikata, s katerim sploh lahko priješ na cesto in si lahko udeležen v cestnem prometu. Nekaj jih pa odpade tudi na predelana vozila in pa voznike, ki so v nekem obdobju večkrat kršili cestno-prometne predpise. Kje bo fokus policije letos? Policisti bojo imeli fokus predvsem na spoštovanje hitrosti, psihofizično stanje voznikov, kjer izpostavljamo ne samo alkohol, tudi droge in pa uporabo varnostnega pasu, varnostne čelade in pa seveda uporaba mobitela in drugih motilcev, ki seveda povzročajo to, da vozniki niso tako pozorni v cestnem prometu. Veš, mene še bolj šokiral podatek, koliko se še vedno voz nepripetih med vožnjo. Jaz se sploh ne znam več odpeljati, če se prej ne prepnema. Drugače je bilo pa 12 žrtev lani nepripetih, 24 000 je bilo pa izrečenih ukrepov zaradi tega, ker folk ni bil privezan. Mislim, dajte se prepeti, res ni težko. Predvsem tudi na tistih zelo kratkih razdaljah, ker glih te so največji problem. So, ja, drugače pa še ena stvar je recimo zanimiva, ne?
Kater dan je v tednu najboljši, pa kater najslabši za na pot? Ja, iz statističnih podatkov je razvidno, da je bilo največ prometnih nesreč ob sobotah, drugi najbolj obremenjen dan je bil petek, najmanj pa ob četrtkih. To pomeni, da ravno takrat, ko se ljudje odpravljajo na vikend ali pa morda kdaj na kakšno večerno zabavo, takrat je največja možnost za nastanek prometne nesreče in seveda tudi najhujše posledice.